Pri preurejanju svojega doma je dobro vedeti, kakšna osebnost smo, zato da res paše dom k naši osebnosti. Zato bom jaz na podlagi Anine osebnosti zdaj sestavil njeno sanjsko hišo. Splošno se povej, si organizirana, zmedena, kakšna si? Nekje vmes med organizirano in zmedeno, rada imam druženje. Veliko mi pomeni dobra postelja, ne maram pa ful... Ti si zelo zahtevna stranka v bistvu. Ne gledaj! Ne vem, če boš preživel mojo reakcijo. Okay. Prvi prostor je kuhinja. To je tvoja garderoba, ne, in sem ti čepico imaš. Pol imaš tu še eno ogromno posteljo. Rekla si, da imaš rada morje. Zato sem dal bazen v tvoje bazen. Ne! Jaz bi mogel biti notar, da je dizajner, ne? Pozdravljeni, sva Rok in Ana. In na YouTubeu najdete na kanalu Narokana. To je pa oddaja čisto zares. V oddaji z Rokom spremljamo mlade, ki si zadajajo izziv in ga uresničijo z veliko motivacije, frendi, raziskovanjem. To čisto zares. In danes bomo opremljali prostore. Ok, Si uspelo? uspelo. Bravo. Danes sta z nama Jaša? in Sara, vidve sta. študentki notranje opreme. To pomeni kaj? Da opremljava notranje prostore. Interier. Dekleti, kje smo mi trenutno? Center ponovne uporabe v Ljubljani. Tukaj v bistvu prideš, malo pogledaš naokrog, najdeš ful enih idej, enih inspiracij. Mogoče dobiš navdih, kakšno idejo za kakšno stvar, kako sam lahko kaj predelaš, mogoče tudi najdeš kakšen uporaben predmet. Da neseš domov, Tako. ga pol zrihtaš Ja. in imaš v bistvu eno staro stvar, ampak čisto v neki drugi obliki. Torej, za hobi se odpraviš v center ponovne uporabe. Ja, po nove ideje. Ja, postar kos, ki mu daš eno novo Obliko. varianto, ja, namembnost, ne vem. Kaj vse potrebuješ za to, da ti uspe en izdelek ali pa idejo spraviti potem v prostor? Prvo moraš videti prostor, Ja. vedeti moraš, kdo bo v tem prostoru, da spoznaš tega človeka. Potem pa ponavadi pride proces ta brainstorming, se pravi, da samo ideje, ta. Potem moraš malo vedeti tudi, koliko je kaj, kakšna S čim- stvar realna. Tako, koliko je realno zdaj, da boš to lahko naredil, kaj rabiš za to, da boš to naredil, mogoče tudi ne vem koga, če rabiš kakšno pomoč, Ja. ne vem, kakorkoli. Pa jaz mislim, da moraš biti kar dosti fleksibilen. Se pravi, nekaj začneš delati, ok, to ne bo šlo, kam zdaj? a Nikoli ne gre vse po Nikoli planu. ne gre vse po planu. Nikoli. Danes nismo tu zaradi razprodaje. Ne, nismo. Danes smo tukaj zato, da bomo nekaj ščarali, da bomo načarali en lep interjer, Tako. da bomo preuredili eno sobo. Ja, da bomo tudi malo pokazali, kako si lahko tudi vsak sam uredi sobo, kako je pač se razvija neka ideja, zato da s ne vem, čim manj sredstvi. Ustvarimo nek pozitiven učinek. Ok, to je moja nova soba. Ja. Sama v bistvu nimam nekih velikih idej, kako bi zapolnil te praznine. Je tule velik prostor. Ja, je velik vsem prostor, vsaki fino za stropi. strope. Ja. Tako da edine želje, ki so barve, Ok, kakšne pa? ki so pa na tepihu. Se pravi, Se pravi, smo bolj v Ja. enih vsebinah. siva, No, se tako Siva. nekako tudi že Ja. imaš. Kaj pa posamezni deli, zdaj vidim, da je ful praznin, ne vem. Ja, edina stvar je slabi ometi, se pravi brez vrtanja, brez Ok. barvanja. Ok. To se pravi, edini pogoj je lepljenje. Vidim tle tole. Kaj se gleda dogaja? Tole. Ja, ta luč je pa že v štartu taka, tako da pač
super, če zapolneta. A bi rad zamenil, ali lahko pač kaj narediva iz tega? Luč ne ostane enak kot okvir, Okay. ampak pač same ustvarjam. Ja, nekaj bova mogli naštudirati. A so še kakšni taki kosi, ki bi si želel imeti v stanovanju oziroma v sobi? Ne vem, da bi ne Kavč? imel kakšen kavč? Okay. Mogoče zato, ker je ta kavč trenutni še malo skregan z logiko. ja, Ja. okej. Tako da ja, mogoče imam kavč. Imate 2 dni, jaz grem na kratek dopust. Pa Uživaj, Ja. sem zelo zadovoljen, da spiješ nazaj. Mi dve tudi. Ja. S končnim izdelkom. Točno to. čau. Kot notranji dizajner moraš poznati osebo, za katero delaš. Ja, Definitivno. Ja, tekom procesa se mi zdi, da jo zelo dobro spoznaš. Včasih moraš biti po mojem tudi, če ima tako psiholog, da malo lepo zavodiš kakšne stvari, pa da mogoče tudi stranki poveš, da najdeš način, da nekaj pa mogoče ne bi bilo čistko v redu, kot si je ona zamislila. In kakšen je Blaž? Kakšen dom potrebuje Blaž? Ja, jaz bi rekla, da najbolj potrebuje to, da recimo, ko pride domov, mu je tako, kul, doma sem, rad sem tukaj noter, pač udobno mi je, v tem smislu. Pa vam je dal svobodne roke glede tega? Ful, ja, ja. to pa je. To je ful fajn. Ja. V bistvu je dobro, da ti stranka, dobro, da... Ja, Kaj konkretno pa imate kaj v mislih z Blaževo sobo narediti? nama se kar po mojem veliki, da je tako porodili, kaj naj jo noter pripeljal. Not bova v bistvu umestili pač neke kose, da bova zapolnili to praznino, ker tako, kot smo videli, ima sicer neke kose, ampak vse soba dosti prazna zgleda, tako da bova kar malo posegli. Rade bi tako naredile, da a ne zdaj v bistvu največji element je ta njegova posla, ampak mogoče, če se ti cel dan zadržuje, da nisi tako na posli. Si a pol ne? najen Da si na pol pač ne, dva jem na kvadrata, posli, ja. na računalniku sem, ne vem, skozi sem kar tam, a ne. Če ima res toliko veliko sobo, da se čim več izkorista, ne. Da zagotovijo neke površine, kjer se bo lahko on še gibal pa konkretno preživljal svoj prosti čas. No. Blaž je izoliral vrata. Ja, ampak tale stiropor ni za nikamor, tako da tole bo treba neki... Ja, mislim, se mogoče pač Nekaj ni tankega. toliko slaba ideja, ne. Pač tle bi neki... Jaz bi ta Fino stiropor z udarno, nečem, ne. ja, z nečem bi ga prekrila, ampak mogoče da je vse nek tak barvni ton, da se zlije s tem okvirjem, a veš, da ni, Ja, razumem, ja. da ni preveč. Pa da se nekako uporablja pol ta stvar. Ja, da naredimo neko uporabno površino. A se upaš usedeti? Ja, Da te pikne? No, to je zelo nehodno, tako da... Blaž si kupne. Ja, on pravi, da bi dal to ven, ampak... To je zelo... To je edina stvar, tudi ko ima ona not zaprto. Ja. A upam pogledati noter, koliko je Poglej. leta. Ni to bed. Ni to več, bravo. Resnici smo kar pospravili. Jaz bi v bistvu pustila, pa bomo potem videli, da vse mogoče eno zaprto površino, Nekaj da ima malo, neki ne. intimen prostor, da ne bo imel vse, da ne bo vsega razkazoval, tako da bo pol na koncu videl. Aha. To imaš v bistvu lahko kot poličko. Lahko imaš poličko, lahko si jo daš na Ja, lahko bi dala na steno. ali pa jih recimo, da jih daš več, pa imaš potem ful odprtih Imaš površin. polička, ja. Finska stvari. Lesto, lojtra, bogle. Ja, dejansko. Ampak poglej, on približa, Ne, pri njemu so tako na ven, Ja, na ne? ven so narejene, Se pravi, bi ja. neki na tja gor mogli dati. Tole neko tako Aha, površino. da se- neko tako površino, ja. Tole mi je všeč. Da bi mu to v sobo pripeljali. A ni A en ne? tak hud dekorativen, Zelo. tak retro je. Ja, ful. Zdaj, če on izrazil željo, da je to bolj odprt prostor, pač ne ima odprt prostor, Jaz ne? mislim, da je bolj, da se nek drug način najdeva, ker to je preveč masivna omara, Ja. se mi zdi, da bo to težko, to Tudi mora to dol nam bo vratca čisto preveč, zbiti, tako. da dobiva pač odprto površino, se pravi. Aha.
A misliš isto, kot jaz? Jaz mislim, Meni se zdaj ena ideja. da ti misliš isto, ja. kar jaz mislim. Jaz mislim isto, kar ti misliš. Jaz mislim, da je to, Kavč? ja, da je res Top. fajn udoben. Ja. Evo. Cool. Vmes, ko eni barvajo, bomo eni drugi nosili gor Koliko jih je? palete. 2, 3, 4. Ti Bravo. boš zdaj to snemala? Te vsaj vrata odpiraj, če si že... No, čakaj. Se niso toliko, come on, delal si se pa kot da so. Zdaj pa gor po stopnicah. Del notranjega dizajniranja je tudi nošnja palet v 4. nadstropje. Aj se slabo počutim, zato ker on nosi to, jaz pa snemam. Zdaj se bojiš. To je za kot drugo nadstropje, ne? Še 2. Še 2, 3, še 3. Kaj še boste dolgo? Ja, mi dva imamo pico in pica je zdaj topla in mi dva smo ful lačna. Kaj če si vzamete pauzo? Glede na to, da si... Za 2 slajsa? Ja. Ok, Pa moramo hitro nazaj delati, ker moramo Okej. še ful dela. ok. Se glede na to, da imate zdaj s to pluto neke težave, tu mogoče boljše, da si malo za 5 minut. Pauze. Zdihata, Da dobiva nov... zdihata, ti si se nekaj vrezala celo, ne? Ja, malo sem se vrezala. Kot notranji oblikovalec, a imaš neke smernice? En projekt nekako dobiš in če ga v redu narediš, gre od ust do ust. Seveda je pa pač potrebna tudi kakšna promocija. Ja, spletne sploh danes, strani, recimo v času socialnih omrežij, to dosti lahko, no. Pravite, da se začne nekako s tem, ko štartaš s projektom. Kako pa do projekta prideš? Malo vprašaš okrog, če ima kdo kaj za narediti, ali pa mogoče ne vem. Kaj pomeni projekt v vajini stroki? To karkoli v To bistvu. je zelo širok pojem. Lahko je Ja. projekt luč in potem ti pač nekomu narediš luč. Lahko je projekt to, kar zdaj delamo. Ne vem, pač res to je zelo tak širok pojem. Jaz na internetu prebral, da moram posteljo neko sever-jug neko obrniti. Pri Feng Shuiju so neka takšna določena pravila, kako mora biti postelja postavljena, recimo, da ogledala ne smeš imeti takoj na prehodnih vratih, ko prideš noter, da je ogledalo pač pred tabo. Ni zaželjeno, da je v spalnici ogledalo, sploh ne nasprot postelje. Potem bomo mi da tudi zdaj probale tukaj narediti. Pa vidve potem sledita tem nekim feng shui
načelom ali imata mogoče neka svoje zakonitosti? Kakšne stvari s Feng Shuija, mogoče ne vem to, ko smo prej govorili, kako je miza postavljena, pa ogledalo, takšne stvari, ja, drugače pa tudi kozlulnik tak široko področje, tako da če si stranka res izrecno ne želi tega, no, nekako So ne, pa še no. vseeno v oblikovanju ene zakonitosti, kjer jih se pač držiš. Ja. Zakonitosti očitno vesta, pico mata, 5 minut pauza je konec, Pluta čaka. Gremo dalje delati. Jaz sem pa en kos Cvilak pice bil vzel. nadzornik. Kaj pa to? Tole je pa filc, na katerega smo izrezali z laserskim rezalnikom, take ozorčke, ki smo jih prej pripravili na računalniku, se pravi vektorsko, smo malo zmodelirali. In zdaj bo iz tega nastali Lučke. lučke. Ko smo tam Lučke. gledali, nekaj smo imeli te nekaj ideje v vzorcih, pa da bo skozi svetla svetloba. Igra svetlobe. Tole bova tudi malo vam pokazali, a ne? Kar nama je laser odrezal. In to daš pol sam prek luči, ali kaj narediš s tem? Ja, zdaj za lestenc bomo dali v krog. Dve tudi manjši, a ne? Zdaj filci, obala. Tak, dost hvaležen material. Torej, na faksu se naučiš delati tudi z laserjem? Ne, Tega se na faksu ne naučiš. se pa naučiš v Rock Labu, se pravi Tukaj, kjer smo zdaj. Ja, v centru, kjer lahko pridejo mladi, ustvarjati na laserjih, na 3D printerjih, se Ja. pravi na napravah, ki jih nimamo vsi doma. Najprej Steklo. prideš na usposabljanje, kjer ti oni vse razložijo, kaj lahko režeš, ne vem, kako sploh pač cel postopek vsega. In pol prideš sem, kaj veš, ok, cool, imam, ne vem, plato, leseno, lahko pridem narezati. Torej, če imate kako idejo, če hočete kaj imeti naprintano ali pa če hočete samo biti kreativni, potem se da najti prostore, kjer vam to omogočijo, ne? Ja? In vse se da, Ja. če se hoče. Yes. Na to. Ja, še do konca. No. Tak, ja, lepo sestavite, ja. Nov dan, novi izzivi. Torej, sedimo tukaj, tako da to nam je Prav kar v tem vse. modelu. Blazince še manjkajo. Pol gremo tukaj dol, evo zavese. Zavese še pridajo. Zavese še pride. Aha, no, ker smo včeraj našli knjigce od Poloka, so se pa odločili tudi ustvariti sliko. Še Še to ta naj del nama čaka. manjka. Pol pa še par dodatkov, rastline. Detajli so Detajli. tudi zelo pomembni, V bistvu, lučke, ja. da se potem res nek tak ambient ustvari. Dekleti mi od zadaj pripravljata kavčne. Hvala. Tak, ja. Mehke blazinice. To je za blaža rok. Ja, nekdo mora testirati to prej, Tjaša, okej? Wow. Jaz sem imel posebej dogovorjen, sem bil dan prvi testiral za to. Tihe dogovore. Ali se udobno? Zdaj nas čaka zabavni del. Naredili bomo... kaj bomo naredili? Probali bomo ponazoriti. Zorit Poloka.
Ja. ker so našli to knjigo tam na Blaževi omari in je rekel, da v bistvu mu je to zelo ljub umetnik, tako da bova probali zdaj nekako to izpeljati tudi midve. Že zdaj Da te ne umažem. Ampak tako moram umakniti? Ja, ne vem, razen če bi rad imel umetnost na sebi. A imam jaz na vratu barvo? Ne, nimaš. Okej. Še. Ja, še. Sara, si kaj prevzela to nekino? Vlada to. Noter. Zdaj se je živela na to sliko. To je terapija zdaj. Res. Ustvarjala sem. Sama ti... Ne preveč, mislim, da sem danes preveč mirna, da bi Ja, lahko ne. si privoščila to, ker res moraš stisniti pa vreči sebe. Dobrodošli, Blaž, v svojo sobo. Ne, vrhunsko. Ker smo že glih to govorili v centru tvoje sobe, Ja. ko smo poslo, ti malo mogoče z enim takim prijetnim ambientom Ne, zakon je. osvetlili. Ok, zakon, ja. Ja? Ja. Se okno. Ja. Ogledalo. Oh, nice. Tako, daje ti naravno svetlobo. Zavise? Aha. Tako da si boš končno Ja. lahko tudi malo privatnosti Ja. ustvaril. Ja. Potem pa zvečer pač. Ne, hudo. Tisti kavč, če ni bil kavč, pa so bile same ene žice, smo zdaj naredili tisti je bilo eno okej, ja. malo bolj udobno. Ne, to veliko bolj zgleda. Ja. No, zdaj pa sam se tlele gor obojem pogledaj. Ok. Ja. No, mi da so zrezali to iz plute, a ne? Ja. Ampak pol smo malo razmišljali o geografiji, a ne? Pa smo ugotovili, da eno otočje manjka, tako da en humorni vložek. Ja, s humornim vložkom so to naredili. Peč so še celo prebarvali na črno, na sivo žal ni šlo. Kako se ti zdi? Ne, zakon. Ja, presrečen. Pozitivno. Pozitivno. Ja. Ne, malenkosti so mi všeč. Ste zadovoljni? Ja, Ja. mi so ful Mi smo zadovoljni. zadovoljni, ja, res. Vse se je poklopilo, vse mislim, da je tako, kot smo si zadali. Zamislim, Realne res. spremembe so bile, ker pač so se kakšne težave pojavile. Zgodile pa Ampak smo Vse so rešile, tako da ja, jaz mislim tudi, da tako res v detajli so zelo tle bili pomembni. Mission accomplished. Yes. Zdaj pa, a imate kak nasvet za vse, ki se lotevajo kakršnega koli izziva? Čim več dobre volje, zagnanosti, Definitivno. kreative, prilagodljivosti. Tako ne se bati vprašati za nasvet, za pomoč, pa res pač sam z eno željo, pa z enim ciljem. Soba je prenovljena in za njo smo se danes veliko naučili o tem, kako prenoviti tudi svoje stanovanja, še posebej to, kako z malimi spremembami lahko naredimo velike spremembe. In zdaj greva končno opremljati svoja stanovanja. To pomeni, da grem si sobo pospraviti. Čisto zares. Čisto res? Čisto zares.